pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Vprašam vas, a živimo v demokraciji tudi zares, tako kot naj bi. V naši družbi je danes dr. Jurij Jacko. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. In kar začniva s tem zanimivim pogovorom, ki je pred nama. Dala sva si dobre namene in sicer, da se ljudje prebudijo, da se sprašujejo, kaj zares oni želijo. Kajti nekje sem prebrala podatek, ki je prišel iz vaše strani in me je kar prizemljilo, da imamo svobodnega razmišljanja dnevno zgolj nekaj minut, 3 minute ali nekaj takega. Poprečje. Poprečje? Da. Kaj pa ostalo? Остальное то делование на него автопилота. Ну, kot spanec neke vrste. Ali, другой пример, ручнальник. Ручнальник имеет огромные возможности. Без uporabnika to samo pleh. To pomeni brez uporabnika, to pomeni stanje, kdaj človek lahko svobodno odločiti, smo samo bioroboti, ni več kot to. Če primerjamo človeka po tem takem, govorimo o povprečnem človeku, ki v povprečju 3 minute na dan razmišlja svojo svobodno voljo in uporablja svoj vir življenja. Če primerjamo tega človeka z robotom, z nekim računalnikom, kdo pa je potem naš upravitelj? To zanimivo vprašanje. Zelo zanimivo vprašanje. Odgovor na to vprašanje ni tako enostaven, ker tukaj teh upraviteljev veliko, jih več nivojev, odvisno za katere področje življenja našega gre. Od tega odvisno. Formalno upravitelj tega računalnika ali biorobota je tako imenovana zavest. Ampak problem v tom, da sodobne znanost še do zdaj ni dala definicije, kaj je zavest. Kljub temu, da celi kup inštitutov raziskuють možgane, psihiku in tako naprej, ampak še do zdaj nimamo toj definicije. In to ni slučajno, da dokler nimamo definicije, lahko plavamo v motni vodi. Vi sam ste znanstvenik, da. Pa vendarle znanost ni nekaj, kar vas omejuje pri vašem razmišljanju. Veste, sem imel ogromno srečo, kdaj študiral sem, da bil zelo široki spektr znanja, fundamentalnih znanja. Zahvaljuючи temu uporablja znanstvene pristope, metodologije znanstvene, jaz se trudim gledati na stvari bolj široko, združevati različne področje znanosti. Psihologiju, fiziku, sociologiju in marsikateri drugi stvari, medicino. In kdaj vse te stvari združiš, slika postane drugačna. Če samo gledaš s enega zornega kota. Recimo, najmanj pričakuješ, da kvantna fizika daje odgovore na področje socialne politike, na področju zdravstva in tako naprej. Ampak ravno tam lahko najdemo odgovore na vprašanje, kaj je svoboda, kje je svoboda izbire. In še marsikateri odgovore tam najdemo. Pri znanosti smo navajeni, da so to vse nekako oprijemljive, izmerljive stvari, koliko nekaj tehtav, take in drugačne enote. Ampak če je človek srečen ali pa če je človek svoboden, pa ne more reči, da on sem pa 10 kil svoboden. Če govoriva o sami svobodi, kako vi razumete, kako vi vidite svobodo? Takrat bi moral par stvari definirati, da zadeva postane bolj razumljiva. Še v Svetem pismu se piše, da je človek ustvarjen po podobi Boga. Dobro. In Bog dal nam svobodo izbire. To pa ene strane. Pa druge strane, če pa gledamo, kaj je resničnost, objektivna in subjektivna. No, subjektivna resničnost je to, kar nas obkroža. Vsak ima mečkan drugačno svojo resničnost. Objektivna resničnost s vidika sodobne fizike, in isto trdili veliki učitelja mistiki preteklosti, to бесконечный континуум всемогучих и немогучих вариантов развоя догодков. То помени в объективной ресничности присутствует абсолютно все. Человек за своей позорностью, за своей энергией из потенциальной облики трансформирует объективную ресничность в субъективную, как постанет реально. Torej v svoj model sveta. Да.
In ta model sveta odvisi od tega, kar se dogaja v naši glavi, v načini razmišljanja, videnja sveta, svetovnem nazori, prepričanjih in tako naprej, tako naprej. В оквирах той субъективной ресничности все догодки повязаны между собой законом взрока и последиц. То помене эна линия. И на той линии уже все створи же сгодили. Та частки мы познаем в объективной ресничности не. То категория не объективная, то субъективная. Частки мы познаем, то начин даемания объективной ресничности. То помене в объективной ресничности на той конкретной линии догодков все створи сгодили. То помене все детерминировано. Прошание, какая свобода? Свобода je v tem, da človek ima zmožnost prihoda z ene linije razvoda dogodkov na drugo, ki bolj njemu ustreza ali manj ustreza, odvisno kam se premakne. От tukaj potrebna вот эта свобода. Вот, когда человек в будном станju легко погледать, ага, tukaj njega čaka to, jaz bi želel iti na ta vlak, ki gre v drugo smer. Se pravi, kaj se mora zgoditi, da pridem do tja? To pomeni, človek mora zavedati, kdo sem, odkot sem, zakaj sem, čemu to namenjeno, kaj se dogaja. In če človek na dan 2-3 minute, ampak vse skupaj zbranih, to pomeni, vsak trenutek, da človek se zbudi, to 1-2 sekunde. In kaj za te 1-2 sekunde človek lahko naredi? Nič. To pomeni, realni človek skoraj nima šansov izkoristiti ta dar, ki je dal nam stvarnik, svobodo izbire. Se pravi, moramo biti zavedni. Doktor Jacko, če dovolite, če sem jaz to prav razumela, vsak človek živi svoj model sveta, ki si ga sam skreira. Zavedno ali pa nezavedno. In če mi želimo zavedno skreirati model sveta, ki nam ustreza, se pravi, vsak človek si želi, da bi bil zdrav, srečen, vesel, zadovoljen, mora zavestno živeti ta model sveta, ki ga do tega potem te zadeve peljejo. Če se pa kar vržeš v ta svet v tem smislu, kakor, aha, tako in tako me nadzoruje politika, dogodki, ki so zunaj in tako naprej, se pravi, smo kakor ladja brez krmarja in potem je seveda outcome tega model sveta, ki nam ne ustreza. Revščina, slabi odnosi in vse ostalo. Tukaj nastane en velik problem, ker mi živimo v svetu, kjer metodi, tehnologiji, pranje možganov tako izpopolnjene, tako narejene, da mi ni zavedamo, da nam stalno perijo možgane. Se pravi, živimo v iluziji in zablodi. Da, v zablodah in posledica teh zablod, ta iluzija, ta subjektivni svet, v kateri nas spravili. Recimo, na začetku smo omenili besedo demokracija. Lepa beseda. To, когда люди uporabljajo besedo demokracije, mi za demokracijo, meni spominja en stari dobri štos. Tip nekaj razlagal, nekaj velike govore imel in uporabljal eno besedo. Potem njega vprašati, gledaj, super govor si imel, nekaj ne razumeli, kaj ta beseda pomeni. Jaz tudi nimam pojma, pa lepo zveni. Enako za demokracijo. Mi uporabljamo besedo demokracije. Kaj ta beseda pomeni? Demokracija, se pravi vlada ljudstvo. Demos, to je bilo četrt mesta Афин античного часа, там, kjer so živeli lastniki suženih. In posebna kategorija teh suženih, njihova aristokratija. To pomeni, demos, to so lastniki suženih. To pomeni, demokracija, to je suženski stroj, način življenja. Besede imajo ogromno moč. Неважно, kako jih razumemo, kaj mi mislimo, ker te besede delujejo direktno, vplivajo na naše razmišljanje, na naše možgane. Se pravi, govorimo o vibraciji, ki jo ponudi beseda. In tudi, če mi razumemo to besedo drugače, ima ta vibracija vpliv na nas in mi vse smo vibracija. Izvirni vpliv. Poleg tega, če je ta beseda izgovorjena v jeziku, ki ali izvirni jezik, ali blizu tega izvirnega jezika. V Svetem pismu tudi se piše o nekem prajeziku in potem zgodba o Babilonskem stolpu, gdje bogovi nakazali ljudi za neke napake in ljudje pozabili ta svoj skupni jezik. Tako ta prajezik ima ogromno moč vpliva na naše razmišljanje, na funkcioniranje naših možganov.
Вот, это помимо беседы имеет огромную магичную мощь впливу на человека. И то лепо из корыщу медиа. Полек тега не смемо позаб, да 5-90% всех медий се нахая в истых роках. В istih rokah. To pomeni, nekdo ve, kaj počne in kam nas pelje. Torej, velikokrat smo že slišali, da zaznavamo ta svet povsem drugačen, kot v resnici je, da smo vodeni, pa sploh ne vemo, da smo. Katera se vam zdi mogoče tista najbolj podla, največkrat uporabljena tehnika manipulacije človeštva, širše gledano, na katero nasedamo že desetletja, pa je mogoče zdaj čas, da stopimo in da rečemo, ok, to smo zdaj prepoznali, tega se več ne gremo, tukaj nas ne bodo več vrgli v nek isti cikel, ki ga ves čas delamo, ker vemo, da je definicija norca, da skozi delaš eno in isto, pa pričakuješ, da bo pa kaj drugače. Ne more biti. No, nažalost, tukaj spet nimam enostavnega odgovora, nažalost. No, če bi bilo enostavno, bi verjetno že vsi to vedeli. Da. Seveda, tukaj nas lovijo na naših čustvenih reakcijah. Nam ponujajo mediji, kaj ponujajo? Katastrofe, probleme, revščine, brezposelnost, epidemije in tako naprej. In seveda to sproži našo čustveno reakcijo in ta čustvena reakcija nas ujame neko vrste zamko, s katerimi težko pridemo ven. Edino, kako lahko pridemo ven, to uporabimo ta element svobodne volje. Edino, kaj je tu svobodno voljo, moramo razvijati, vaditi, trenirati. Čustvena inteligenca je to. Spet, to lepa beseda, nedefinirana. Kaj to pomeni? Svobodna volja, to je zavedanje, kdo si, zakaj si, kam greš, kako greš. Tukaj se pojavi svoboda izbire. In tukaj sem našel najbolj razumljive odgovore, kako to funkcionira v kvantni fiziki. Ker tam natančno se vidi, kje se pojavi svoboda in kako ona se izgubi. Ali je tukaj eden izmed trikov, ki sem jih jaz mogoče raziskala, pa postavila si eno hipotezo, se pravi, čustva, ki jih doživljamo, so zmeraj resnična za nas. Kadar te je strah, te je zares strah. Kadar si vesel, si zares vesel. Se pravi, čustva so resnična, ampak da se čustvo zgodi, pride misel. Misel pa lahko, da ni realna. Tukaj proces se odvija ravno obratno. Obstajajo več nivojev, na katerih človek funkcionira. Dobro. En nivoj, to mentalni nivoj. Tam smo razmišljamo, tam se nahaja spomin, ni na fizičnem nivoju. Na drugem. In to zelo fin nivoj zelo finih tipov energije in materije. Obstaja fizični nivoj, naše telo, kako mi funkcioniramo, ta naš fizični svet. Med temi dvemi različnimi nivojami tam ogromni prepad. Zaradi tega narava ustvarila zelo zapleteno napravo, ki se imenuje možgane. In namen možganov je povezovanje teh dveh različnih strukturnih nivojev. To pomeni, ne razmišljamo z možgani. Tam nimamo spomina v možganah. To je samo driver, ki povezuje dva različnih sistema. Čustva ali delovanje hormonskega sistema, to je inštrument, s katerim smo lahko upravljamo svojim fizičnim telesom in zunanjim svetom. To je samo inštrument. To pomeni naprej misel, potem čustva. Se pravi, jaz se lahko odločim, kako bo meni informacija o novi nesreči, kako bo vplivala name. Natančno tako. Je odvisno, kako jaz odločim, ista situacija, ali lahko meni bo ustvarila probleme, ali lahko bo samo razveselila. Ampak večina ljudi, ki gleda recimo poročila in sliši vojna tam, napadi tam, tam so se streljali, tam so se ubijali, tam so se vse možne zadeve, se sploh ne vpraša, kako bo to sprejela, ampak enostavno pade v cikel negativnega razmišljanja z negativnimi čustvi. Na avtopiloti. In v stanju računalnika. In mediji samo pritiskajo na ustrezne gumbe in sprožijo ustrezne programe.
Ampak kaj imajo, recimo, ne vem, svetovni voditelji oziroma kaj imajo ti upravitelji od tega, da smo mi ujeti v negativne čustvene zanke, ki povzročajo nizko vibracijo? To je metafizično vprašanje. Tukaj, da odgovorimo, mi moramo na naš svet pogledati bolje široko. Še naši predniki nam pustili znanje o naravi, veselju. In ta informacija prisotna v našem jeziku. Recimo to, kar mi imenujemo javna uprava. Tako наши предники именовали там материальный или явный свет. То en ниво. Вот мы живем на том ниво. Обстоит навь. То темные, светлые, астральные или другие ниво вибрации. Туди темные световые. Туди обстоит правь. То высокий, то свет наших предников, богов и так например. То са различни структурни нивої. Seveda, enako od spodnjih strukturnih nivojev vplivajo na naš nivo, enako od zgornjih. Vprašanje, kam... Torej, nav, jav in prav. Zgornji, spodnji in srednji svet. Da. O tem smo govorili že tudi z Marijo Ano Kolman, šamanko, ki nam iz Altaja tudi prinaša in z nami deli znanje. Ampak se mi zdi, da je tukaj velik problem tam, kako mi dojemamo naše prednike in civilizacije pred nami, da so bili to divjaki, a vedno več je odkriti, ker kažejo, da so bili mnogo bolj inteligentni, kot smo mi danes. Точно tako. Vsa zgodovina, ki mi poznamo, to pravljice. Zlagana. Да. Вся згодовина, яку ми познаємо, була написана, і то знані імена людей, які вводили та проєкт, від 15 до 17 століття. Зачал то Скаллигер, заключил Понтивиус. Ну, не сами писали, а имели огромные экипы людей, які са приправили, измыслили окосняк с годовины. Ну, коснейшие с годовины додали Манковичи элементы. Вот. И все, когда гаяло до 17 столетия, 15-17 столетия, то само измышлетина. Вот. И судобная знаность годовинарі почаще прихаю к тому заключку. Единакая то тема табу. Вот. Чи никто из известных знанственников начнет о этом говорить, такой него излочу из znanstvenoj skupnosti. Še eno vprašanje, hitro mine tale čas in znanstveniki v tem času se veliko govori, kako so podkupljeni, da prikažejo neke rezultate na podlagi svojih raziskav in tako naprej, ki so torej dobesedno kupljeni. Glede na to, da ste sam znanstvenik in poznate ta svet, se vam zdi, da se res to dogaja med znanstveniki? No, tukaj ne gre za kupljene, ampak tukaj gre za sistem. Znanost to je najbolj cenzurirano področje v našem življenju. Če želiš objaviti svoje raziskave v nekaj ugledni znanstveni reviji, ta raziskava mora sujemati s konceptom, ki vodi ta revija. Če ni sujemati, imaš šansov, da te tam objavijo. Če si se objaviš svoje raziskave, ki ni ustrezajo ali nasprotujejo концептом тех главных спретых угледных ревий. Объявишь, recimo, на интернету 2, 3, 4 членка, автоматически ты постанешь незажелен в ресных знанственных кругах. Ресных, то нарековая. Готово, тебя изобчили. То по мнению твое мнение постанет нерелевантно в знанственных кругах. Проблем решен. То по мнению сведа плюс ще там динар, те разыскаваки, результаты которых устрезуют неким концептом, они bo financirane, ki ne ustrezajo, они не bo financirane. Zanimivo. Najlepša hvala za vse te besede, ki ste jih namenili in ideje in dejstva, ki ste jih delili z nami. Tako da, spoštovani gledalci in gledalke, še kakšna informacija najdete torej na www.klepetobkavi.si. In slišali ste, znanost je cenzurirana in cenzurirana, kar pomeni, da mogoče morate pa začeti verjeti samemu sebi. Ampak ne takrat, ko ste na avtopilotu, ampak takrat, ko ste vi. Naj vam bo svet lep. Hvala.